Ja, prav ste prebrali. Zamenjal sem števec in šel sem na Brighton. Odločil sem se za Brighton Rider S810, ki ga zdaj testiram že kar nekaj časa in se vrhunsko obnese. Imam tudi merilnik srčnega utripa Brighton, sčasoma pa predvidevam še, da dobim tudi radarsko lučko od Brightona in pa senzor hitrosti in senzor kadence. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Smo v drugi polovici avgusta, vreme se je pa kar precej skladilo, tako da je prav prijetnih 24 stopinj Celzija. Jaz sem se odpravil tukaj proti Števerjanu in Goriškim Brdom, da vam pokažem nekaj funkcij tega svojega novega števca. Kar se tiče paketa, ni bilo nobenih presenečenj. Se mi zdi tisto klasično pač, ko odpreš škatlo, noter je števc, potem pa od spodaj še kabelček za polnjenje, pa tisti plastični nosilci za na bilanco. Jaz sem poleg tega dobil od Brightona še adapter za Garmin nosilce, tako da sem ga zamenjal in lahko tale števc nameščam na Garminove nosilce, tako da mi ni bilo treba menjati še tega, kar je super prikladno. Sploh, če imaš več koles in že nosilce odprej, je to kar dodana vrednost. Čau. Prva stvar, ki jo moram omeniti na začetku, so Strava segmenti. Mislim, da je ta Brighton prvi števec, ki je uvedel to povezavo, da lahko sproti v živo spremljaš svoje priljubljene Strava segmente. Pri prejšnjih števcih, kar sem jih testiral, tega še ni bilo. Ta funkcija deluje zelo intuitivno. Pred začetkom segmenta te opozori in prikaže, koliko metrov še manjka do začetka. Med samim segmentom pa na vrhu vidiš profil klanca, malo nižje še preostale višince in preostalo razdaljo. V spodnjem delu so pa 4 podatki, ki si jih lahko nastaviš sam. Jaz imam tam nastavljeno hitrost, razdaljo, srčni utrip in pa narejene višinske metre. Od vas si pa lahko vsak sam nastavi, karkoli si želi. Ta 5-kilometrski vzpon na Števerjan je praktično na pragu Nove Gorice, približno 5 kilometrov od mojega doma. Za naprej pa še sploh ne vem, kam se bom odpravil, tako da predlagam, da me spremljate na Stravi, saj bom tudi link od današnje vožnje dal od spodaj v opis videa. Še ena neverjetno uporabna funkcija je Climb Challenge 2.0. Ta se vklopi pri vsakem zaznanem klancu, ne glede ali imaš tam segment ali ne, a si kreiral kakšno progo, a si nastavil navigacijo ali pa tudi ne. Ko števc zazna, da se približuješ klancu, se ekranček preklopi na Climb Challenge in ti pokaže zemljevid, njegov profil, od spodaj pa še 4 podatke po tvoji lastni želji. Jaz imam na tem prikazu nastavljeno hitrost, procent naklona, srčni utrip in pa narejene višinske metre. Super je to, ker se da vrednost teh pol prilagajati na zelo enostaven način. Celo med vožnjo. Enostavno pridržiš prst na polju, ta se spremeni v ikono za urejanje in potem lahko zbereš katerikoli podatek, ga ima števec na voljo. Ja, lej, in tukaj od spodaj lahko vidimo, da se je na nekaterih delih že začela trgatev. Še ena funkcija, ki mi je zelo pomembna, je opomnik za pitje. To si lahko nastaviš na poljubne kilometre ali pa na pretečen čas. In števec te opomni, kdaj je čas, da popiješ nekaj tekočine. Števec omogoča
da na zaslončku vidiš vsa sporočila, ki jih prejmeš, obvestila o morebitnih klicih, elektronski pošti, obvestila z Instagrama, karkoli si nastaviš, vse to preko aplikacije Brighton App omogočiš ali pa onemogočiš in tista obvestila, ki si jih dovolil, se ti prikazujejo na števcu. Dobiš pa seveda tudi obvestilo, če je baterija na katerem od senzorjev slaba. Pomembna mi je funkcija Live Track, da po začetku vožnje moja žena dobi elektronsko pošto s povezavo, kjer lahko v živo vidi, kje se vozim. Pri tej funkciji seveda sam poljubno nastaviš, kdo bo tale mail dobil. Meni je pa to pomembno zaradi tega, da če se mi karkoli zgodi, bojo imeli vsaj neko približno idejo, kam me iti iskat. In še ena zelo pomembna stvar, ki jo jaz na števcu moram imeti, je vse, kar je povezano z navigacijo. Se pravi, da lahko na Stravi kreiram neko progo in si jo nastavim na števec, oziroma da naredim navigacijo do nekega naslova ali pa do nekega kraja in me števec pelje tja, ali pa enostavno, da izberem funkcijo Explore, raziskuj, določim neko razdaljo, recimo 40 km, in števec mi nariše progo v tej dolžini, ki me bo peljala neznano kam. Te funkcije so enake kakor na števcu Brighton Rider S510 in jaz sem jih zelo dobro stestiral na dopustu na Portugalskem, kjer sem res probal vse možne variante. Celo toliko sem tvegal, da sem šel s tistim števcem nekam v tujino, kjer ne poznam terena in sem mu toliko zaupal, da se ne bom nikjer zgubil, oziroma da me bo njegova navigacija srečno pripeljala nazaj v apartma. Je pa ena velika prednost tega števca, zelo močna baterija. Piše v navodilih, da naj bi zdržala tam do 50 ur. Tega ne moreš testirati. Jaz se zdaj že cel mesec, odkar sem dopusta, vozim s tem števcem in ga nisem še niti enkrat polnil, sem pa zdaj nekje na 40% baterije. Tako da res zdrži ful in to je prav res ena taka stvar, da ne rabiš skrbeti. Vsake toliko pogledaš in šibaš. In še druga taka zelo pomembna stvar na tem števcu mi je velik ekran, da so velike črke. Vse je zelo pregledno, kar mi zelo ustreza, ker pač pri 50 plus smo vsi že bolj tako, kar se tiče vida. Jaz imam zelo preprost setup. En ekranček imam s podatki, kjer imam tiste najosnovnejše funkcije, na drugem ekrančku imam pa preprost zemljevid. Salve. Teh zaslonov imate seveda lahko več, tja do 5 podatkovnih in na vsakem zaslonu do 12 podatkov. Tako da kakršnekoli senzorje imate ali pa druge podatke si vse lahko prikažete. Števec Brighton Rider S810 je še bolj zmogljiv od S510. Je nekakšen S510 na steroidih. In meni je všeč. Do te mere, da sem svoj stari Garmin prestavil na mountain bike, na specialki vozim pa samo še Brighton. Več ljudi me je preko YouTubea, Instagrama in Strave spraševalo, čem je razlika med Brightonom in Garminom. In jaz sem vsakmu povedal tako, Garmin je pač za eno klaso boljši števc. Kar se tiče na tem področju, je Garmin postavil res visoke standarde, kjer ostale znamke zelo težko tekmujejo. Vseeno pa je Brighton tisti, ki želi zapolniti to področje nižjega cenovnega razreda, tako da plačate manj, dobite pa vseeno ogromno primerljivih funkcij. Pri Garminu so zelo pomembne finese in jaz sem vsakmu rekel, kdor Garmina ni probal, ne bo opazil, da mu kaj manjka. Lahko pa vseeno naštejem par fines, ki sem jih opazil jaz, ker sem pač 3,5 leta uporabljal Garmin Edge 830. Recimo, pri opomniku za pitje ima Garmin pametni opomnik. Upošteva tvoje utripe, zunanjo temperaturo, višince in na podlagi tega te opomni, kdaj zauži in koliko tekočine zauži.
Pri Brightonu je ta funkcija periodična, na minute ali pa na kilometre in takrat te on opomni, da je čas za pitje. Nič koliko količine, ampak samo pi. Ko z Garminom zaključiš vožnjo in shraniš progo, ti on na podlagi doseženih višincev in tvojih srčnih utripov obvesti, koliko časa boš potreboval, da bo tvoje telo spet v polni zmogljivosti. Recimo, kar se tiče Strava segmentov, se pri Garminu avtomatsko posodabljajo, kadar ti na Stravi z zvezdico označiš, da ti je nek segment priljubljen, ali pa če ga ugasneš, da ti ni več. Pri Brightonu pač se to najprej mora sinhronizirati v aplikacijo Brighton Active in potem ročno poupdatati še na števec. Če tega ročno preko aplikacije ne narediš, na števcu segmenta ne boš imel. Če grem recimo na področje tistih obvestil, ki jih števc prikazuje, Garmin poleg tega, da prikaže na primer nek SMS, ima tudi možnost odgovora, kjer ti na števcu zbereš enega izmed 10 pripravljenih in odgovoriš nazaj. Področje, na katerem ima Garmin res ogromno prednost, je seveda navigacija. In pri Garminovem števcu ti lahko navigacijo uporabljaš direktno iz števca. Nastaviš naslov, koordinato nekam, kam bi rad šel in števc te spelje tja. Pri Brightonu, kljub temu, da so zemljevidi že prednaloženi na ta števc, ti to ne pomaga. Ti za navigacijo vseeno rabiš povezavo z aplikacijo Brighton Active. Vse lepo in prav, sem bil na Portugalskem, vse to sem preizkusil, dela. Ampak, če bi jaz tam telefon zgubil, oziroma če bi prišel na območje brez signala, se jaz s tako navigacijo ne bi imel kaj dosti pomagati. Pa še ena stvar, da ne bom sicer predolg, kar se tiče aplikacij, Garmin Connect je pač boljša aplikacija od Brighton Active. Tle ni kaj, Brighton Active se trudi, postopoma izboljšuje, posodablja, ni pa še tam. Da pa niti ne govorim o IQ Connect, kjer ti lahko dobesedno downloadaš aplikacije za Garminov števc in si jih naložiš nanj. Recimo 100 ljudi me je vprašalo, kako sem si jaz nastavil tisti zaslonček na Garminu, ali pa recimo, da ti lahko dodaš aplikacijo, da ti preko radarja šteje, koliko vozil te je prehitelo. To so tiste finese, o katerih sem govoril, ko sem pač rekel, vidi se, da je tisto za eno klaso boljši števc, ampak seveda ga tudi plačaš za eno klaso več. Pri Brightonu plačaš manj, dobiš pa vseeno zmogljivo, dobro napravo. No, ima pa ta števc vseeno eno zanimivo funkcijo pri navigaciji in sicer glasovno iskanje. Če tukaj pritisnem, Nova Gorica in on proba najti, seveda v povezavi z aplikacijo Brighton Active na telefonu. Evo, Nova Gorica najde in mi spelje navigacijo do tja. Recimo, taka funkcija mi med vožnjo nikoli ni uspela. Očitno je tam toliko nekih šumov, da se pač enostavno s števcem ne da sporazumevati, ampak tako, če se ustaviš ob cesti, pa kar v redu deluje. Ravno tako se števec normalno povezuje z vsemi zunanjimi senzorji, ki jih imaš. Jaz imam srčni vtip Brightonov, ostali senzori so še Garminovi. Vse dela brez problema, ne bom nategoval videa s tem, kako se to počne. Še ena od takih stvari, ki so meni precej pomembne, je tudi to, da se lahko Brighton povezuje z zunanjimi aplikacijami, kot Strava, Komoot, Map My Ride in podobni. In lahko recimo na koncu, ko vožnjo zaključim, števec avtomatsko objavi mojo vožnjo na Stravi. Ampak, če že kdaj nanese debata na senzorje, je to skoraj zmeraj praviloma na radar lučko. In ja, radar kaže pravilno vse avtomobile, ki te dohitevajo od zadaj. Mi je pa recimo pri Brighton števcu všeč, da se prej odziva na spremembe klanca. Sploh pri kakšnih takih vzponih, kjer se klanc spreminja, pa je bolj strm, bolj položen, sem videl pri Garminu, da kasneje odreagira. Ti že goniš bolj na trdo, on še zmeri kaže tiste 4%, ki so bili pred 100 metri. Brighton na tem področju dosti hitreje zazna, da je klanc bolj položen ali pa bolj strm in pač prikazuje, vsaj zame, bolj pravilne vrednosti.
Pri Brightonu me motita dve stvari. Ena je ta, da se kar precej dolgo čaka na satelite. Se pravi, ko pridem s kolesom na dvorišče, čakam približno od 30 do 50 sekund, da števc najde satelite. Pri Garminu se mi zdi, da je to v nekaj sekundah. Sem kontaktiral Brighton, pravijo, da bo v septembru izdana neka posodobitev, kjer bojo dodali več satelitov in da bo ta čas potem krajši. In druga stvar, ki me moti, je ta opomnik za pitje, ki ne izgine z ekrana. Recimo ostala obvestila o SMS-ih, mailih in tako, čez 10 sekund izginejo, ta opomnik pa ne. In se mi je že zgodilo, da se je prikazal lih sred kakšnega spusta, kjer sem se zanašal na navigacijo, hkrati pa nisem mogel spustiti bilance, da bi ugasnil tisti opomnik. To je precej nerodno in bi bilo fajn, če bi se tudi tisti opomnik samodejno ugasnil, mogoče po 10 sekundah ali pa celo malo kasneje, ker toliko pomemben spet ni, da bi mogel kar biti na ekranu non-stop. Mimogrede, če koga zanima tale dres, ki ga imam na sebi, to je španska znamka Sirocco. Jaz imam popust preko njihove spletne strani. Če vpišete mojo kodo ali pa če stran obiščete preko tega specialnega linka, dobite v vsakem primeru 10% popusta, ne glede kako so njihovi izdelki že dodatno znižani. Cenovno tale števec ni najbolj poceni. Stane 300 evrov. Če kupite paket z vsemi senzorji, je pa še 100 evrov več. Tukaj na ekran bom dal tudi seznam trgovin, kjer ga lahko kupite. Vseeno pa, če ga primerjaš z S510, ki stane tam okoli 230 evrov, tukaj dodaš še sensor zraven in dobiš bistveno boljši stroj. Mislim, da sem tako na kratko kar precej povzel. Če so ostala še kakšna odprta vprašanja, mi napišite od spodaj v komentar, na Stravo ali pa na Instagram. Jaz vam želim lep preostanek tega poletja, varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!